tako da lahko na nek način govorimo tudi o porazu, kar se tiče pregona storilcev. Tako je, tako je. Nedvomno pa je zmaga te trojice z vidika njegovega dela pripadla gospodu Aliču. Tisti, ki smo v jami bili, pa tudi ostali, ki boste knjigo prebrali, boste hitro ugotovili, da je bilo rudarsko delo, ki ga je gospod Alič v rovu vodil, izjemno, izredno naporno, mukotrpno, trajalo je praktično 8 mesecev vse skupaj. Vprašal bi vas, odkje ste črpali motiv za to vztrajanje? Velikokrat je bilo nadaljevanje izkopa na kocki in ste ga ravno vi potegnili naprej, vam gre res izredna zasluga. Ob tem bi pa tudi omenil vašo, pravzaprav družinsko tragedijo. Vi ste leta 1995 v Srebrenici izgubili velik del moških sorodnikov in na kakšen način je vaše delo v Hudi jami povezano z tragedijo, ki je doletela vašo družino? Najprej dober večer vsem. Nisem vajen takih dogodkov. 35 let sem praktično rudar pod zemljo. Moje življenje se odvija pod zemljo. Ta balkanska nevihta me je vrgla pred Hudo jamo. To se pravi, s pomočjo teh ljudi, ko smo mi dali možnost da opravim to, kar smo danes opravili. Danes tega momenta ne vem, ali sem opravil dobro delo, ali sem sodeloval še enkrat v pobijanju mrtvih ljudi, ker te dni ugotavljam preprosto, da to se pravi, ubijamo še enkrat žrtve in zločince pa delamo heroje. Genocid, ko ste omenili Srebrenico, je genocid v mojem rodu, ali pa saj jaz ga doživljam. On traja že od druge svetovne vojne, to se pravi odraščanje, brez stricov, brez dedov. Ko skušamo na novo zaživeti, pride druga nevihta in enostavno se nas uniči. Uniči nam dušu, uniči nam človeštvo. To se pravi, te žrtve v Hudi jami, ko pride do človeka v tej temi, ne sprašuješ se ali je to četnik, ustaša ali domobran, govorimo o človeku. Preprosto, te ženske kite, ko sam vidio sam te kite mojih sestri, mojih, to se pravi, mladih deklet, to se pravi, to je zločin. To se ne da povedati, svoju ruku sam svaku skoraj umaknuo z glave. To doživljanje trajalo 2 leti praktično. Bliže mikrofon. Pardon. To se pravi, ostajao sam ure sam u jami, ko su te kosti raspadale na teh policah. Vedno sam razmišljao o tem, ali ponovno ubijamo te žrtve. Kaj dela javnost o zoni, jednostavno. Preveć je ta Huda jama pustila posljedice, bi rekao, u mojoj duši. Danas, ko skušam nekako to sve skupa preboleti, to kar se dogaja danas na Balkanu in kaj je nadila Evropa s to mojo Srebrenicu, oziroma našo Srebrenicu, ne moram razumjeti da še nadaljne izvaja ta genocid. To ni genocid samo nad Bošnjakom, genocid se izvaja nad svim temi ljudmi tam ko živijo. Jednostavno, to je grad mrtvih. Vsak let julija je moje putovanje in čakanje, to se pravi, kdaj bom drugega brata pokupil in še kupico drugih. Preprosto mislim da mi živi rabimo grob, mrtvi su že mrtvi in je dostojno da ih pokupljamo dostojno, vendar mi živi, jaz rabim grob svojega brata.